Prehajamo na 11. točko. Predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2021, prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 18, predlagatelj župan, poročevalci pa magistr Matjaž Srša, Aleš Škorjanc in pa Maja Sušnik. Besedo ima magistr Srša, izvolite. Hvala za besedo. Pred nami je odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2021 v prvi obravnavi. Sam odlok bi predstavil v treh predelih, in sicer prvi je stroški epidemije COVID do 70 tisoč evrov, drugi del je preventivni ukrepi na vodotokih do 30 tisoč evrov in tretji, zadnji del so sanacije zemeljskih plazov do višine 145 tisoč evrov. Prvi del, ki govori o stroških epidemije COVID, kjer občinska uprava predlaga sredstva do višine 70 tisoč evrov, je prikazan v treh segmentih, in sicer prvi in tudi največji strošek letošnjega leta so zagotavljanje ustreznih kadrov institucijam, ki so bile najbolj izpostavljene v času same epidemije. In sicer na začetku naj omenimo Dom upokojencev Kamnik, ki je v začetku letošnjega leta ob drugem valu se soočal izredno veliko število okužb tako med oskrbovanci in zaposlenimi, kar je seveda posledično prišlo do tega, da je bilo potrebno zagotavljati dodatne resurse in kadre, in sicer smo to skupaj z Ciriusom in zdravstvenim domom ustrezno, izvedli in seveda potem tudi na podlagi zahtevka strani države dobili večine sredstev povrnjenih. V nadaljevanju, se pravi v aprilu in maju, pa se je seveda začelo intenzivno cepljenje proti COVID-19 v zdravstvenem domu. Poleg seveda vseh rednih nalog in dejavnosti, ki se jih mogli tam opravljati, so jim seveda strani NIJZ in vlade in seveda ustreznih ministrstv dodelili še dodatne naloge, ki jih pa seveda z obstoječimi kadri ni bilo mogoče izvesti, zato so se pridružene organizacije občine Kamnik za pomoč in predvsem za naročanje na cepljenje, za obveščanje o tem in tako naprej strani študentskega servisa Kamnik in zavoda Oreli. Naslednji segment so materialno-tehnična sredstva, in sicer do sedaj smo za to porabili 2360 evrov in seveda še to je največ šlo za zagotavljanje kisika v domu upokojencu, za odvoze smeti in seveda tudi za razkužila. Res je, da v lanskem letu je bilo nabavljeno izredno veliko teh materialnih tehničnih sredstev, zato v letošnjem letu nismo imeli nekih velikih, izdatkov iz tega naslova in tudi ocenjujemo, da nekje do konca leta, kljub četrtemu valu, ki zagotovo tudi ne bo obšel naše države in tudi naše občine, menimo, da imamo ustreznih, sredstev za zaščito zaenkrat čisto dovolj. In ne nazadnje seveda še pogodbena podjetja, ki so tako kot zdravstven dom skupaj z nami bili v začetku letošnjega leta postavljeni pred dejstvo, da naj zagotavljamo sistem hitrega testiranja. Seveda je bilo potrebno ustanoviti neko lokacijo, to je bilo v Domu kulture, prirediti določene prostore in seveda tudi prometno ureditev na tem območju zagotoviti, vključno tudi z mobilnimi hišicami in tudi odvozom smeti. Zato smo do zdaj porabili 7 tisoč evrov in nekje do konca leta računamo, da več kot 7 tisoč evrov teh stroškov ne bi predstavljali, kar se tiče hitrih testiranj. Potem je drugi segment, so preventivni ukrepi na vodotokih, predvidevamo do 30 tisoč evrov. In sicer dolgoletna praksa v naši občini je pokazala, da skupaj z Direkcijo za vode, upravljalcem oziroma vzdrževalcem hidrotehnikom in seveda prostovoljnimi gasilskimi društvi lahko zelo veliko naredimo na preventivi, in sicer tako že kar nekaj let izvajamo preventivne ukrepe, kjer prostovoljno gasilska društva izvajajo čiščenje plavja, drevja, nanosov, vejevja in tako naprej, ker seveda tudi sami najbolj poznajo, kje imajo intervencije in tudi spremljajo zadevo na terenu. In zadnji, tretji segment so sanacije zemeljskih plazov do višine 145 tisoč evrov. Občinska uprava in občina
tako kot cela Slovenija, bila v letošnjem letu, predvsem v zimskem obdobju, od novembra pa vse kaj do pomladi meseca maja, izpostavljena nadpovprečnim količinam padavin v zadnjem obdobju, se pravi v zadnjih letih. Zato je seveda prišlo do izrednih razmočenosti na terenu in seveda posledica so sprožitve zemeljskih plazov. Tako je bilo že v mesecu januarja, se pravi v koncu meseca januarja, na našem območju preko 22 zemeljskih plazov, do konca maja 39 in po zadnjem neurju je ta številka blizu 60. Dejstvo je, da plazovi, ki se zgodijo na infrastrukturi, v največjih primerih so občinske ceste, povzročijo nemalo škode in seveda s tem onemogočajo varno vožnjo po občinskih cestah, oziroma v konkretnem primeru meseca januarja in februarja je bila nekje tudi cesta neprevozna, zato so bile vzpostavljene popolne zapore, druge pa seveda delne. Iz tega naslova se je v mesecu februarju v drugi polovici pristopil k nujnim sanacijam 6 najbolj kritičnih plazov, ki jih je pač bilo potrebno sanirati, zato da smo vzpostavili prevoznost na občinskih cestah, in sicer govorimo o vrednosti teh sanacij v višini 94.205 evrov, gre pa za naslednjih 6 lokacij, in sicer občinska cesta 660405 Košiše, občinska cesta 660602 Briše Tučna, občinska cesta 661371 Mali Rakitovec Veli Rakitovec, občinska cesta 161011 Soteska Porebar, občinska cesta 282121 Rovč Pitalič in zadnja 661511 Motnik Zgornji Motnik. Vsi te zemeljski plazovi so bili ustrezno sanirani in z ceste vzpostavljeno normalno prevozno stanje. Seveda pa se je stanje od februarja poslabševalo, tako da je bilo pač potrebno predlagati še dodatne investicije na področju zemeljskih plazov in konkretno predlagamo do višine 27.000 za 2 lokacije, in sicer ena je sama sanacija plazu pod občinsko cesto na cesti Motnik Zgornji Motnik Bela, kjer je pač plaz pod občinsko cesto nekje v dolžini 20 metrov, in po drugo gre pa za plaz pod občinsko cesto Žaga pod Studenec v bližini objekta Žaga 8, kjer pa je na podlagi ugotovitev geomehanika na terenu ugotovljeno, da so tla oziroma zemljina pod asfaltno cesto tako nestabilne, da je pač potrebno izvesti nujne raziskave in na podlagi teh raziskav izdelati kvaliteten načrt za samo sanacijo. Tako da za te 2 zadeve predvidevamo v višini 27.000 evrov. Seveda pa se je od zimskega obdobja pa vse do maja, pa tudi zadnje neurje 4. in 5. junija, zgodilo pa izredno veliko število plazov tudi na kmetijskih zemljiščih, kjer so bili prizadeti, se pravi naši občani, in pa ni ogrožena javna infrastruktura. En lep zadnji primer je tamle v uvozu Zasnovik, ta objekt, ki je prvi, je dejansko se sprožil plaz za stanovanjskim objektom in glede na postopke in nujno se stvar že sanira. Z tega naslova je občinska uprava pripravila plan, da bi tudi te kmetijske plazove omogočili občanom, da jih sanirajo in da jim do ene polovice sofinanciramo. Seveda predpogoj pa je, da uskladimo neko kvalitetno rešitev na podlagi predračuna, ki ga pregleda naš geomehanik, se pravi nek strokovnjak za plazove, da je potem ta rešitev trajna. Predvsem je pa to namen, da našim občanom pomagamo pri iskanju rešitve, da glede na temeljna tla oziroma zemljino, ki je na tem območju, dejansko predlagamo, katera sanacija bi bila sploh učinkovita, ker žal tudi kakšna sanacija v preteklosti tudi ni bila učinkovita. Seveda bo pa temu seveda sledil pravilnik. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Alenka Jevšnik. Jaz bi tukaj ob tem samo vprašala, pač sem slišala vmes tudi, da je gospod Srša napovedal tudi 4., očitno 5., 6., 7. val, zdaj me pa zanima,
kaj se zdaj razmišlja v zvezi, glede na to, da vemo, bom povzela, zakaj se gre. Glede na to, da vemo, da v Kamniku, v domu starejših občanov, kljub temu, da je bil dom zaprt od septembra naprej, se je z novembrom brez prisotnosti svojcev pojavil v domu COVID in se je razširil po celem domu. Med zaposlenimi, da ne govorimo o stanovalcih, o številkah tukaj raj ne bi, ker mislim, da bomo o tem in moram reči, da zdaj v domu umirajo ljudje, ki so COVID preboleli, pa so potem obležali. Tako da me zanima, kakšne imate mogoče zdaj načrte, kako bi se pripravili, da že zdaj veste, da bo, kako se boste v tem primeru pripravili, ker jaz mislim, da ponovno zapiranje ljudi v domove je katastrofa. Naredite več škode kot koristi. Midva s gospodom Sršo smo imela kar nekaj debat, moram reči, da to, čez kar so šli naši starši in njihovi svojci, ne poroščam nikomor in si tudi ne želim, da jih jeseni ponovno zaprete v dom. Zadeve se da rešiti drugače, investirati se da tudi v prezračevanje, v bolj redna testiranja in res zanima me, kakšni so ukrepi, če pričakujete 4. val. Ali boste spet enostavno dom zaprli in bojo starostniki spet v domu, odtrgani od svojcev in res, kakšni so načrti? Hvala. Hvala, besedo ima Sandi Uršič. Ja, hvala za besedo. Jaz sem tukaj navezal na tole, kar se tiče kadrov. Že lansko leto sem opozarjal na porabo sredstev pod razlogom covida pa epidemije. In tukaj je spet za moje pojme podobna zgodba. Iz tega zapisanega ven se vidi, da Zavod Sirius je v bistvu dobil refundirano tukaj večino zneska. V aprilu, maju je zdravstveni dom zaprosil za občino za zagotovitev dodatnih kadrov. In me tukaj zanima konkretno, ali bi občina Kamnik v tem primeru lahko rekla, za to poskrbite sami s svojimi sredstvi. A smo to mi dolžni pokrivati? Ker jaz mislim, da vsak od nas je že naletel na kakšen primer zdravega, pa manj zdravega občane, ki pove, kakšen je problem priklica zdravstveni dom Kamnik, kaj šele obiskati. In da tukaj piše, da v bistvu vse redne naloge izvajajo, pa zagotavljajo meni malo tako, pa da ne bom narobe razumljen spet, kapo dol vsemu zdravstvenemu osebju, pa vsemu, kar se teh stvari tiče. Ampak tukaj zdaj država, da je treba pospešiti, se pravi, cepljenje se ne odvija tako, kot so pričakovali in v bistvu zdaj tukaj na občini, da zagotavlja dodaten kader, da bo tam pomagal ljudi usmerjati k cepljenju. In zato me zanima, se pravi, kakšna je slika tega na konca. Bo to dobila občina refundirana, glede na to, da oni zdaj zalagajo, predvsem pa zdravstveni dom Kamnik v svojih presežkih res nima sredstev, da bi to zagotovil. Hvala. Hvala, besedo ima magister Srša. Ja, hvala za besedo. Z obema sogovornika se strinjam, kar se tiče doma upokojencev. Upam, da ko bojo spet izredne razmere, glede na dogajanje v Angliji in seveda v Rusiji, v Moskvi in seveda druge po svetu, si samo vsi skupaj želimo, da nas bodo naučili živeti s tem, ker tega 2021 ne bo konec. In tudi glede na zadnje raziskave podatke, tudi 2022 ne bo konec tega. In jaz upam, da nas bojo naučili živeti s tem in da ne bomo zapirali ne gospodarstva, ne turizma, ne DSO-ja in še kaj drugega. Tako da seveda smo pa vsi tukaj na tem, da spoštujemo navodila NIJZ in vlade in tudi odločitev o zaprtju doma ne nazadnje sprejme domski zdravnik. Tako da si pa vsi želimo, da dejansko bodo tisti ukrepi, ki jih bomo mogli v naslednjih obdobjih sprejemati, bolj življenjski, bolj človeški. In tukaj se strinjam, da te stvari globoko odpirajo rane tako med oskrbovanci kot samimi svojci. Kar se tiče zdravstvenega doma, odgovor je da, zdravstveni dom bi lahko sam najel
te zadeve. Kar se tiče sofinanciranja strani od države, je odgovor ne, tega ne moramo dobiti refundiranega. Hvala. Še kdo? Beseda ima Alenka Jevšnik. Hvala za besedo. Tukaj moram Matjaž Srša replicirati bolj kot ne. To, da se je dom starejših občanov zaprl v Kamniku, ni odločil samo dr. Igor Muževič in to oba zelo dobro veva, tako da to bi prosila, da se tega držimo. Tako da jaz samo želim, gre za naše starše, gre za generacijo, ki si tega ni zaslužila, zdaj le govorite, vemo, junija smo, veste, dovolj časa imate, ne zapirajte starostnikov v domove, ker jih je zaradi tega umrl več kot zaradi covida. Hvala. Hvala. Beseda ima Žan Potočnik. Ja, lep večer tudi z moje strani. No, jaz se bom navezal tukaj na gospoda podžupana Uršiča in sicer se mi je porajalo vprašanje tudi glede covida oziroma teh kadrovskih zadev. In sicer zavod Oreli me zanima, če me lahko poveste številko, koliko prostovoljcev oni zagotavljajo, v bistvu imajo kar visok znesek, mislim, da 15 000 evrov. In mislim, da tudi po podatkih, da njihova pisarna, ker je v bistvu tudi njihova primarna dejavnost, je pa kar nekaj časa bila zaprta, zdaj ne vem, kako je, mislim, da je zdaj nekako 3-krat na teden odprta, no, če mi lahko to odgovorite. Hvala. Hvala. Beseda ima magister Srša. Ja, hvala za besedo. Po podatkih, ki jih jaz imam, zagotavljajo 2 prostovoljca za delo v zdravstvenem domu Kamnik. In tudi zadnja situacija je delovna ura postavka 5 pa še nekaj, no, tako da enak postavki študentskega servisa. Zdaj vedeti moramo, da so to rezervirana sredstva, ne plačana. Ne. Plača se potem, ko kurs se upravi, tako da kar se tiče doma upokojencev, so pa tiste odločitve pač sprejeli tedanja vodstva, pač vodstvo zavoda in tukaj najbrž tudi vi ne bili radi na njihovem mestu. Tako da zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2021 v prvi obravnavi. In pa drugič, predlagatelj najprej pripravi predloga odloka za drugo obravnavo, upošteva pripombe dane na seji občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 22 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.